Lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. Gotovo se kdaj na večernem sprehodu radovedno ozrete v soj svetlobe, ki iz stanovanja ali hiše nežno pronica skozi okno in vam odstira delček zgodbe, ki se tisti hip dogaja za štirimi stenami. Za trenutek zaplopola zavesa in nenadoma velika senca ugasne luč ali pa z glasnim ropotom spusti roleto. Konec predstave? Kje pa? Ekipa oddaje Ambienti vam sporoča, da se predstava šele začenja. Kdor bi se peljal skozi zaselek Mravljevi nad Branikom, krajem v Vipavski dolini, bi zlahka spregledal hišo, na kateri je nameščena tablica z imenom Vila Mravljevi. Zunanjost stare kamnite hiše je skoraj takšna, kot je bila pred prenovo. Mi pa smo se ustavili, vedoč, da se za starimi zidovi skriva nova, presenetljivo moderna vsebina. Smo na meji Goriške, Vipavske in Krasa. Investitor, ki je Štajerec z odtenkom Prekmurca, zna upoštevati dediščino in dodajati sodobne elemente in nastane Točno tako, jaz sem Mariborčan, sicer enih 7 let zahajam že na Primorsko, v ta kraj, kjer so me domačini sprejeli za domačega, tako da počutje je fenomenalno. Igor Kozlar je lastnik prenovljene domačije nad Branikom. Po temeljiti prenovi jo je namenil oddajanju. V 2 stavbah je prostora za 8 oseb, ki lahko uživajo v miru, sodobnem okolju, zasebnem bazenu in lepem razgledu. Da bi pridobil ustrezna sredstva za financiranje prenove, se je prijavil na razpis za pridobitev evropskih sredstev, namenjenih širjenju dejavnosti na kmetiji. Kratek rok za izvedbo prijavljene prenove ga je pripravil do izbire arhitekturnega biroja A-Biro iz Maribora. Takrat je bil največji problem za mene predvsem pridobitev gradbenega dovoljenja, ki sem ga nujno potreboval za sam projekt. In moram priznati, da je gospod Vodušek oziroma A-Biro bil edini, ki je dejansko si upal v tako kratkem času takrat v bistvu nekako garantira, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje na rok. Vsebina obeh objektov je danes tako drugačna od prvotne, da se nehote odpre vprašanje, ali je lastnik ob nakupu imel že načrt, čemu bo namenil stari stanovanjski objekt in manjše gospodarsko poslopje ob njem. Mislim, da lastnik je imel grobi programsko nalogo definirano skupaj. Želel bi posebej poudariti, da skupaj s kolegom, s katerim smo sooblikovali to in z investitorjem, smo sooblikovali to nalogo. In samo mislim, na tak način je lahko rezultat to, kar je danes tukaj vidno. Zato pravim, da smo zmeri 3 avtorje tega projekta, jaz, kolega Doleček in pa investitor gospod Kozlar. Hiša, v kateri smo sedaj, smo želeli ohraniti v prvotnem gabaritu in obliki, z vsebino, ki smo artikulirali na novo dejavnost. Novo hišo kot alter obstoječi hiši smo pa postavili čisto po načelu sekcije Devino, za katerega mislimo, da je edino načelo v naravi, ki velja na principu lepote, kulture in teh dejavnosti. Zaradi tega smo tam naredili to novo hišo kot opno, ki zakriva notranjo formo, ki je transparentna od ceste napram drugemu hribu oziroma dolini Kraso. Zaradi tega je tudi steklitev obojestranska, da se ta percepcija Krasa ne omejuje. Uporaba različnih gradiv, kot so kamen, beton, masivni les, steklo, kovina, zahteva ne le domiselnost pri snovanju, temveč postavlja visoke zahteve izvajalcem gradbenih in obrtniških del. Želim povedati, da smo izvajalce zbrali skupaj z investitorjem. Želeli smo imeti reference in pa krevno zaupljive izvajalce. Zato je tudi investitor si izbral lokalnega izvajalca za gradbena dela kot nosilce posla, medtem ko za vsa obrtniška dela smo pa poiskali izvajalce po celi Sloveniji. Oziroma na našo dolgoletno izkušnjo smo pač sugerirali tiste, katerim zaupamo, s katerim že dolgo časa sodelujemo. To je način, s katerim lahko prineseš nekaj kvalitetnemu rezultatu. Samo dobro delo nekaj šteje.
Gre torej za dva objekta. Manjši objekt je namenjen 2 gostoma, večji pa jih lahko sprejme 6. V manjšem objektu ne moremo spregledati visečega kamina, pritegne nas veliko panoramsko okno, skozi katerega se zagledamo v gozdnati rob Kraške planote. Tik pod objektom je umeščen moderen prelivni bazen, kjer gostje lahko uživajo v zasebnosti in ugodju. Ob sprehodu skozi prostore začutimo, da so se ravnali po načelu manj je več. Tla so iz pohodnega gradiva, da gostu ni potrebno skrbeti, v kaj je obut. Stene so deloma grobe, betonske, deloma pa jih prekriva vabljiva plast gline, prijazne, tople barve. Kot malo Prekmurca, dejansko poznam materiale, ki se uporabljajo na tistem koncu, ki so sicer neznačilni za ta konec. Vem pa, glina kot naravni material gre dobro v kombinaciji z kamnom, ker glina ima tudi svoje prednosti. Pri sami mikroklimi moram reči, da se dobro počutimo, oziroma predvsem gostje občutijo ta občutek naravnega materiala. Ni preprosto doseči, da z modernimi gradivi ustvarimo udobje, atmosfero, v kateri se ljudje lahko sprostijo, počivajo in ki jim tudi zbudi radovednost. Pohištvo je iz masivnega lesa, poleg glinenega ometa pritegnejo tudi sodobni materiali, kot so cementno-vlaknene plošče v temni barvi, ki so jih uporabili kot sekundarno fasado. Kjer je bilo mogoče, so opustili stare tramove, ki so jih le očistili. Prav tako so ohranili preklade iz kamnitih zloženk tam, kjer so imele ustrezno trdnost. Vila Mravljevi stoji na območju toplega podnebja, zato je razumljivo, da so pri načrtovanju skušali kar se da optimalno izkoristiti prednosti tukajšnjega podnebja. Energijsko ni potratna, ker smo uporabili kompletno vse te naravne danosti in vire, tako dovolj osončene celice in pa elektrovoltaiko ima na strehi. Tada hiša je v bistvu, bi rekel, samozadostna. Problem imamo oziroma na to, na takšni lokaciji, kot je imamo za hlajenjem, ne za ogrevanjem. Ampak to je ravno tisto, kar nastane zmeraj kontrapunkt med eno in drugo danostjo nastane. Hočeš imeti odprto, pa istočasno hočeš, da se ne zapiraš, na drugi strani bi se pa mogel neko ustrezno zapreti. Obiskovalec nehote začne razmišljati, če ne bi del svojih prostih dni preživel v takem udobju, sredi miru in izkoristi možnost, da le nekaj minut v stran lahko doživi prostranost Krasa ter gostoljubnost Vipavcev. Za podrobnejši ogled te hiše in tudi drugih stanovanj smo vam na spletni strani www.tvambienti.si omogočili ogled v zanimivi virtualni tehnologiji 360 stopinj. Saj veste, z miško potujete po prostoru in si ga ogledujete. Po oglasih si bomo ogledali pediatrično čakalnico, v kateri otroci uživajo, čeprav čakajo na pregled zdravnika, in pisan počitniški apartma s skandinavskim pridihom. Kako najmlajšim in njihovim staršem pričarati prijeten prostor, v katerem se bodo dobro počutili tudi med čakanjem na pregled pediatrinje? Arhitektki Tini Garibovič je to uspelo. V starem delu zdravstvenega doma Gorenja vas je otroško ambulanto preuredila v pravo igralnico. Polhek je otroška ambulanta, kamor otroci radi pridajo. Najmlajši in njihovi starši se medtem, ko čakajo na obravnavo pri pediatrinji, zelo radi igrajo v tej privlačni in pisani čakalnici. Gospodična Tina, čestitam za tale projekt te igrive čakalnice. Je bila to vaša izvirna ideja? Ja, hvala za čestitke. Ja, res je, to je bila moja izvirna ideja. Vedno se pri načrtovanju kjerkoli prostora vedno vprašam kot uporabnica, kaj bi mene privlačilo pri tem prostoru. In seveda sem se pri tej pediatrični ambulanti isto postavila v vlogo uporabnika in mislim, da mi je kar uspelo. Se strinjam. Ta prostor je bil prej neka stara čakalnica, ki jo je bilo treba obnoviti. Kakšna dela so bila vse opravljena?
Pravzaprav gre tukaj za pediatrično ambulanto, ki so prej v bistvu v njej izvajali samo preventivne preglede. To pomeni, da so pravzaprav šolarčki hodili tukaj samo preventivno se pregledati. Potem je pa občina Gorenja vas dobila koncesijo tudi za kurativo in je bilo treba prostor majčkeno preorganizirati. Že zaradi tega, ker preventiva ni potrebovala izolete pa prevezovalnice, medtem ko je pa kurativa to zahteva. Prevezovalnica je v bistvu prostor, kjer medicinsko osebje oskrbi manjše rane, medtem ko je izoleta prostor, kjer pacienti z najbolj kužnimi oziroma z najbolj nalezljivimi boleznimi počakajo na pregled zdravnika. In v bistvu je bilo že zaradi tega vidika potrebna neka manjša reorganizacija in odločili smo se tudi za celovito prenovo, tako da smo v celoti zamenjali tlake, celotno opremo, medicinsko, mizarsko, tudi osvetlitev smo na novo naredili, enako ogrevanje. Kakšni so pa, oziroma obstajajo kakšni gradbeni predpisi, ki urejajo, kakšne morajo biti ambulante, čakalnice? Ja, tako kot pri vsaki prenovi, obnovi ali pa novem objektu se moramo držati zakona o graditvi objektov, ampak ker je pa ta zdravstvena ambulanta ali pa pediatrična ambulanta še nekaj posebenega, je pa treba v bistvu upoštevati tudi smernice, ki prav v bistvu zapovedujejo gradnjo zdravstvenih ustanov. Kot naprimer, kaj je potrebno paziti? Noter recimo ni opredeljen samo tlorisno pa kvadraturno, kaj vse potrebuje, ampak so recimo tudi opredeljeni materiali, katere lahko ali pa je zaželeno uporabljati, ker v zdravstvenem domu imamo vseeno majčkeno drugačne predpise, že recimo higienski so majčkeno višje, kot smo navajeni. Kaj pa so kakšni barvni predpisi, ne vem, se smejo uporabljati bolj, ne vem, nežne barve ali tople ali ne vem kaj? Ne, prav, da bi bilo noter zapisano, morate uporabljati pa te barve ali pa teh se ne sme, ni. Je pa seveda zaželeno, da v ambulantah uporabljamo take nežne, monotone, sproščujoče barve. Že zaradi tega, ker v bistvu je zelo pomembno, da ko pridemo k zdravniku, se ponavadi majčkeno slabše počutimo in da neke žive, intenzivne barve še dodatno v bistvu ne vplivajo na naše slabo počutje ali pa nas mogoče razburijo. In je pa tudi zelo pomembno, da ambulanta pa prevezovalnica imata zelo dobro naravno svetlobo, da ko pridemo na preglede, v bistvu zdravnik lahko zelo dobro oceni naše stanje, že recimo po barvi kože, če vse v redu z nami. No. Aha, zapravo svetljava je pri tem v bistvu zelo pomembna. Ne? Ja, in tudi v bistvu ravno to, da ne delamo toliko intenzivnih barv, da ko bi bili mi na pregledu, bi se v bistvu navzeli te barve. Ne? Aha, se pravi, najbolj so kaj, bele stene potem? Najbolj so umirjene stene. Aha, ni pa nujno, da ravno bele? Ne, ni nujno. Neke take naravne, umirjene, sproščujoče barve. Ampak za to čakalnico ste se vi odločili za, ne vem, zeleno, oranžno barvo, zakaj ne recimo za modro ali pa rožnato, se pravi fantki, punčke? Ja, jaz se probam tako zelo izogibati teh stereotipov, mislim, ne maram biti tako popredalčkana. Tako da tukaj sem, ko sem sestavila svojo barvno shemo in celostno podobo te ambulante, sem se nekako odločila, da se bo zelo super noter ujele tudi zelena pa oranžna, tudi v bistvu na ilustracije, ki so na stenah. Tako da v bistvu sem izhajala iz te celotne barvne sheme, da se je super ujel in to sem si tudi v bistvu drznila dati majčkeno intenzivnejše barve, čeprav sem prej govorila, da to ni dobro, ker so res samo kot dodatki, ker gre vseeno za ambulanto za otroke in v bistvu, da jo majčkeno poživimo, pa naredimo mogoče malo bolj tako razigrano. Kdo je pa avtor teh ilustracij oziroma tele? Ja, te prekrasne ilustracije... Kdo je Ježke pripeljal noter? Ja, kdo je Ježke pripeljal? Te prekrasne ilustracije je v bistvu ilustratorka, to je delo Nine Steiner. To je ena zelo mlada, ambiciozna ilustratorka, ki ima res krasne ilustracije, take polne topline, nežnosti, čutnosti in se mi je zdelo zelo primerno za prav ambulanto pediatrično. Jih je pa zelo lepo upodobil potem slikar Črt Zdešar, seveda po njenih skicah in predlogah, kako naj bi to izgledalo. Doktor pediatrinja Ida Rus, vi delujete v tej zelo zanimivi, majčkeno nenavadni ambulanti. Je bila to vaša ideja, da se imenuje Polhek? Ja, jaz sem tudi želela s tem imenom približati ambulanto otrokom. Zbirala sem med gozdnimi živalmi, zakaj glih polhek, ne vem, polhek je malo tako skrivnostno bitje.
Je pa moram poudariti, no, ta simbol je vrtni polhek, ni čisto običajen polhek. Reče se mu tudi podlesek. In otroci mislim, da so ga zelo, zelo lepo sprejeli. Je pa to hribovje, ki omejuje Poljansko dolino, se imenuje Polhograjsko hribovje. Kako se pa vi počutite v tem okolju, ki je sicer prilagojeno otrokom, ampak tudi na vaše delo, kaj vpliva? Ja, jaz mislim, da je okolje, poleg odnosov seveda, zelo pomemben. V obeh ambulantah, kjer delujemo, in obe dve ambulante in Gorenji vasi in v Žireh je opremila Tina. Moram reči, da se zelo dobro počutim, se počutimo, cela ekipa. In kar se tiče tudi odmevov strani staršev in odzivov otrok, mislim, da se z mano strinjajo, da je prijetno okolje, mogoče tudi pripomore k temu, da otroci izgubijo vsaj malo strahu pred ambulanto, pred zdravnikom. Pa se vam zdi, da sem mogoče otroci pridejo tudi zaradi tega, ker se radi igrajo in mogoče niso tako zelo bolni? Ja. Se tudi to zgodi? Včasih kakšnega težko iz čakalnice dobimo. Oglejmo si, kako sta lastnika temačno stanovanja v Čičarah spremenila vpisan počitniški apartma. Za prenovo sta imela na voljo zgolj 3 tedne in še to v točno določenem terminu, kajti v tistem bloku je pač takšno pravilo. Stanovanje v bloku v Kranjski Gori je bilo pred prenovo videti majhno in utesnjeno zaradi dotrajane opreme in temnega pohištva. Pogumna lastnika sta v njem videla potencial in ga s pomočjo arhitektke Nine Steiner spremenila v vpisan počitniški družinski apartma s skandinavskim pridihom. Gospa Anja, menda niste bili glih najbolj navdušeni nad nakupom tega stanovanja? Ne, v bistvu so Čičare so meni predstavljali neko socialistično naselje, v bistvu brez duše, brez energije. Spomini so tudi v osnovno šolo nazaj, ko smo 2-krat dnevno s smučkami hodili peš iz Porentovega doma proti smučišču in enostavno nisem si predstavljala, da bi z 2 majhnima otrokoma to zmogli. No. V bistvu ob samem nakupu pa je agent rekel, da so uvedli skibus in sva rekla, evo, to je rešitev. Potem me pa mož prepričal, da dejansko je lokacija in tloris vrhunska in sva se odločila za nakup. Stanovanje je bilo prej precej drugačno, polno nekih stvari noter, ste jih najprej morali vse to odstraniti, ste kaj od tega obdržali? Ja, obdržala sva v bistvu malenkosti, recimo kakšne šalčke, džezve, take stvari, ko v bistvu so se nama zdele, da bi bilo fino obdržati nekaj od lastnikov, prejšnjih lastnikov v stanovanju. Potem pa dejansko smo ugotovili, da omare, ki jih imamo v predsobi in v spalnici, so super, zelo dobro ohranjene, zamenjati smo mogli samo barvo. To pa je bil kar projektno, kar se barvanja tiče. Potem poleg omar so obdržala tudi stare smučke, ki smo jih predelali v obešalnike v predsobi in otroški sobi. Star enoset od Tinetove babice sta želela vključiti v ambient. Kupila sta novo blago in tapetnik ga je preoblekel, zamenjal pene in sedaj je kot nov. No, ampak kljub temu ste morali veliko stvari obnoviti. Ta zadeva je trajala v bistvu zelo kratek čas, ker ste bili časovno omejeni. Je potekalo vse po načrtih? Ja. Več ali manj vse. Večkrat smo na začetku sicer zakasnili z začetkom. Potem pa, ja, groba dela smo opravili v cirka 2 tednih. Tako da potem vse skupaj pa v kakšnih slabih 2 mesecih. No. Ker to je turističen kraj. Potem pričakujejo nekako tudi hišni red od naju, nekako zahteva oziroma nam nalaga neka pravila obnašanja. Ne. Aha, kot na primer? Ja, to se pravi, da se v vrhuncih, v glavnih sezonah, da se ne izvaja kakšnih glasnih del. Predvsem to je neko pravilo, ki se tiče te prenove. Ja, seveda v teh zimskih krajih, še posebej po zimi, je ena ključnih stvari ogrevanje. Za kakšno vrsto ogrevanja ste se odločila? Ena taka prigoda, ne?
Na začetku, ko so prišla stanovanje, ko so ga prevzela, sva ga tudi recimo sva ga izmerila v kompletu. In takrat je bilo v stanovanju 2 stopinji nad nulo, mislim, da sta bile. In takrat so se odločila, da ogrevanje mora biti dobro. Ker enostavno sva rekla, ko bomo šli na dopust, zebst nas ne sme. Stanovanje je zato zasnovano v bistvu na 3 nivojih. Eno je talno gretje v vseh prostorih, potem so tukaj še v vsakem prostoru je svoj radiator in tretja stvar je pa kamin. Kamin ima še motne plošče, tako da ko se enkrat kamin zagreje, je v bistvu zjutraj naložimo in je cel dan je toplo. In zvečer, ko se vrnemo nazaj v stanovanje, damo še 2 polenčki gor in je dejansko do jutra je to po kaminu. Tako da to je pač, ko smo mi tukaj, je to primarni vir ogrevanja. Kar se pa tiče še električnega ogrevanja, pa mogoče še ta zanimivo, da sva želela, da lahko od doma regulirava temperaturo. Vse je na wireless povezano, tako da preko aplikacije uravnavava temperaturo stanovanja. Kaj pa ta brežičnost, to precej podrži cel sistem ogrevanja? Ja, recimo do nekih, zdaj bom rekel, nauč 20-30%. Aha, približno. Ja, ker mi da imamo v bistvu več sistemov ločenih, a ne vsaka soba je v bistvu čisto zase. Tako da lahko upravljate za vsako sobo posebej, če prav razumem. Tako, imamo talno gretje posebej in radiatorje posebej, tako da ima vsaka soba v bistvu 2 tipali. Ja, v bistvu je neka centralna enota. Ja, to je pač najna želja bila, no res, zato, ko priješ sem v petek in si utrujen in veš, da bo toplo, ko boš prišel, mislim, to je zlata vredno, no, tako da to je bila, pri gretju res nisva želela sprejemati nobenih kompromisov, no. Gospa Nina, smo v prijetnem pisanem stanovanju, ampak pred prenovo je bilo pa precej drugačno. Tole stanovanje je pred prenovo res obsebovalo vse nekake slabe lastnosti interjerjev tistih let, ko so se ti bloki gradili. Se pravi, temne barve, veliko lesa, težki itisoni. Predvsem je bilo pa zelo temno, no. Tle je bila tudi ena predelna stena lesena, tako da je še bolj zmanjšala vizualno prostor. Tako da ja, mislim, da je sprememba očitna. Ampak zdaj ste ta tloris spremenili, če prav razumem. Tloris je dosti majhen, tako da prav pri neki spremembi tlorisne zasnove nismo imeli prevelike svobode. Nekako so prostori podobno razporejeni, kot so prej bili. Tudi pohištvo je ostalo na nekako zelo podobnih pozicijah. Ampak je pa veliko narejeno na vidiku svetlosti ambienta in torej tudi deluje večje vizualno. Koliko pa je tlorisne površine, da si lažje predstavljamo? Koliko pa je tlorisne? Malo manj kot 60, ne? Kaj pa vsa ta barvna paleta, ki se sprehaja po tem stanovanju, je bila to vaša ideja? Kakšne so bile pa želje naročnika, ne vem, glede tega? Moja osebna estetika je mogoče malo umirjena, malo bolj umirjena. Naročnika sta bolj ljubitelja močnih barv, tako da tle je pol se malo vidi, da je osnova tudi grafičnih vzorcev je kar veliko, da je mogoče osnova ti kosi, ki so bolj trajni, se pravi kuhinja, sedežna garnitura, da so mogoče barvno malo bolj umirjeni in pa tudi naravnih tekstur lesa je veliko. Potem je pa cel prostor zelo oživi s temi barvnimi kosi, ki so manjši pohištveni kosi, ki jih je tudi mogoče po potrebi, če se barv naveličata, jih lahko zamenjata. Dajo pa veliko v smislu živahnosti prostora. Kjer so pa te ključni elementi, ki naredijo stanovanje, rečemo temu skandinavsko? Aha, zdaj čist definicija skandinavskega sloga je, tako, da gre za neke pohištvene elemente, ki so estetsko zelo izčiščeni, predvsem pa zelo funkcionalni in tudi elemente minimalizma imajo v sebi. So pa načeloma sploh v današnjem času velikokrat usmerjeni v neko nevtralno barvno paleto belih pastelnih barv z sivimi črnimi poudarki. Mi smo se tukaj očitno odklonili od te neke osnovne definicije skandinavske estetike z temi primarnimi močno kromatskimi barvami, kar pa, če gledamo skandinavski slog, ki je nastajal nekako 30 let prejšnjega stoletja do preloma
do 50 let. No. Takrat so pa tudi se pojavljale močne barve tam. Tako da recimo, da smo šli pol nazaj v klasičen skandinavski slog. Kdo je pa naredil te popolne fotografije? To je pa zelo pomemben del tudi ambienta, ker že na začetku sta lastnika izrazila željo, da bi stene stanovanja krasile fotografije Anjine mame. In smo vedeli, da bojo zelo velik vizualni poudarek v prostoru, kar mislim, da res so in so res čudovite. Tako da veliko osebne zgodbe v tem ambientu, zelo osebna zgodba lastnikov. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko med drugimi vsebinami ogledate številne objekte tudi v virtualni tehnologiji 360 stopinj. Imejte se lepo, uživajte, naj vam pomlad diši in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali svetlo stanovanje, kjer zunanja terasa obkroža prav vse prostore, obnovo malega 33 kvadratnih metrov velikega stanovanja in hišo na klancu, ki je videti kot klasična dvokapna hiša, vendar to ni. Kletna etaža je po vertikali zamaknjena in ni pod osnovnim objektom.